ta kraj Sere prinesli mrliče, jih razkosali, kosti zmleli, meso dali v te luknjice in potem so prišli ptički in ga raznesli pod širjavah neba. In le na ta način je duša prišla v nebesa. O groza, kaj delamo mi pri nas, kaj damo pa v zemljo, pa črvam, niti v nebesa ne more. No, na drugi strani samostana so še podobice, moline zastavice, naša grupa se je pa odpravila mimo zadaj za samostanom navzgor. Grem še jaz pogledati. Ko so živeli v tem samostanu, v tako ozkih hišicah. Me zanimalo, kako je noter organizirano stopnišče in to. Se bojo zbirati, čim mu je enkrat te začela oslizvati. No, tukaj so tudi orli pobirali ostanke. Tle so bili saj bolj v miru. Tle si ti nekje tisti dia posnel, ne? Dia si bil dol narejen, iz tistih skalej, se tudi tle vidijo. Aha. Tam jih je bilo veliko več, tam so to vse zasuli. Ne vem zakaj, ne. So postavili ta stol. Ali pa mogoče so šli na mir zdaj. Tukaj več teh obredov ne upravljajo. Lep razgled je z te točke. Na palače, ki smo jih ravno kar ogledali, na to predmestje Sere oziroma teh svečenikov. Zanimivo je to pogorje, kakor da bi bili velikanski rečni kamni tu nametani. In to še ni konec. Visoko gori se skriva še en samostan, težko dostopen. Verjetno ima stezo pogrebeno do njega. No, to je ta samostan nad Sero v Skalovju. Potem pildek, pa še ta drug aparat. Alenka, Zornova hčerka, evo, pa imam v ozadju predmestje Lase. Ekola, tle so kosti, še ostanki kosti od prejšnjih pokopov. Jamica, sedaj ptičkom. Polača potala iz daljave z zlato obsijano streho. No, zdaj pa od tega kraja po strmi poti nazaj dol. Breda že šiba. Do avtobusov in izleta v Sero je konec. Ob poti so pa taki grmički s čisto modrimi, ne veš kaj, cvetovi, listi. Viki je rekel, da imajo ta zvok, kaj je v šoli, ura retorike. Slišite? Lepo se čuje ura retorike v ozadju.
Kupovanje tepihov, evo, zelo najtežavnejše opravilo. Pri Tenzi doma, pri našem vodiču doma. Ne, to na začetku se vedno malo smucka, ne, to se mora malo Kjerkoli si pogledal, dobro, sam je pa res ročen del. Meni recimo se on je bil tudi ročen, ki je strigel. Sam je bil bolj natančen. Mene stoji tega strah. Ti pa že držiš svojega. Ne, moramo najprej še gledati tule, a ne? A ste vi popoln? A ste vi reči, da tak? Torej prvo brez greha, ne takoj vrniti tebi. Ja, ne, dva vzamemo za This and this for 140. No. Če bo dal za 140, ja, če ne, ne. Je to brez veznega običa? Pa in drobiža. Monika, pa to imaš tepi. On začeli v kaj. Prispeli smo na letališče v Lasi. Zelo lepo letališče. Parkirišče, stolp in sama zgradba. In zdaj gremo noter do checkpointa. Evo, kako ima je lepo tlele. Kitajci so lepo uredili zadeve. V stavbi letališki pričenja se pot domov. No, da je to zelo lepo letališče, se vidi po tej skulpturi tudi zelo zanimivi. Orli. Lhasa Airport. Letimo. Še pogled na letališko zgradbo in okoliške hribe v megli. Verjetno nam danes ne bo dan Everest. Naš avion nas že čaka. China Southwest Airlines. Ogromno nas gre v ta avion, ogromno. Zdaj se je odkril šele naš pravi avion, zdaj zadej, dvomotorni Boeing. Prtljaga gre tudi, mi se tudi bližamo. Adijo Tibet, adijo Kitajska. Pa se vkrcemo. Bye bye, Kitajska. In lepi hribi, zasneženi za naše noči. Še v zraku, nad Mandujsko dolino. V zadnjem pa hribi. Skozi okno, na megleno morje. Ne vem, če bo danes kaj s Himalajo. Everest malo kaže, je dovolil pokazati svoje obličje.
hribovje Himalaje. Kaj pa vidimo, bomo to ugotavljali doma. Pa naslednja veriga pred Katmandujem veličastnih vrhov, pač skozi okno aviona je tako. Evo, pa smo v Katmanduju. Your leader group. Evo, Luba dolazi. Katmandu. Rikuan International Airline. No, naša družba je zbrana na poslovilnem zajtrku, slavnostnem, ne? Slovenskem. Pa kaj govorite? Imate možnost kaj povedati s polnimi usti, to ni vsak dan. Vodja grupe, lider, izjava. Zahvala vsem, ki ste pripravili ta zajtrk, izjemno ste se potrudili. Ja, pomolili ste. Roke, noge izpod odeje. To pa bogovi namest nas molijo. Saj je nepar spodbudnih še, Viki. Izpod budanga, za nas pa malo manj zavajo dva, no. Ko mi čakamo na tisti vikend, se dobimo prva. Ja, v soboto teden bi se dobili, če ste za to prnaju. Jaz ne moram nič obljubiti, načelno... Ne, zvečer nekje tema, mora biti malo prej. Zobermo nisem Ja, skregal. dej dan, v temi se nič ne vidi. Ne, No, padlo je vabilo k Kordišem doma, v soboto že, bomo videli. Se ga s sabo pripeleš. Kelner sem, da bo nekaj skompenzirati. plačal bom avtobus iz Brn kot Ljubljanček, ko ga lahko štiskati. A zdaj je že, je že znižal. Ampak mi povedal, da bo podvignil za $20. Pa ni registriran. Jaz sem ga že... Odhodna taksa je dodatno, ne? Emil ima zopet ptičke. Prejšnji je gajšek na prigovarjanje ene punce pustil. Jaz za kakšno kletko malo večjo, ali zato? Ne, vsaka posebej en zraven drugega boste v torbi. Pa so lepi. Zato nisem večjo hotel, da... Ja, teh not spraviš, no? Ja, da... Da imajo tam neko veterinarsko. To je pa samička, ko je lepa. Stavba zraven, tako da ko bomo jutri tja, se bomo takoj zapodili, oziroma ti všel svoje urejati, pa morda Barbara zraven, mi pa dovajno predlavo še poskrbeti. Pa se reka, škoda se mi pa zdi v koš. Evo, Nepal Telekom je postavil dajašek leta 2053. Evo, to je pa telefonska omarica. Centrala je tle noter. In dovodni kabli. Evo, samo še to nam je manjkalo. Peljemo se z rikšo. A, Breda? Ja. Evo, fant pelje skoraj 200 kg, a jaz seveda še skupaj z njim. Evo, gre ko raketa, kar bolj sveže. Se zelo gre. Tudi to je ena izkušnja več. Tempel je zanimiv. Bog je reveč, gled, kako se mantra. Samo pa mišice razvite, nožne. Evo, naš fant pa z vso silo pritiska. Sveta hiša. Evo, kakšna zanimiva razlana hiša. Evo, pa nas je rikšar pripeljal na ta glavni trg. Evo, nismo rabili se mantrati, zelo hitro je šlo. No? Ko da pridem še enkrat pogledati malo to življenje tle, ne? Evo, pa smo prispeli.
Breda, kako je bila vožnja? Krasna. Najprej so pihala. Je, ta prva, še me je prehitela. Še zadnje vtise nabiramo. Evo, še ti, Breda, sem. Marko, planinec. No, zdaj bomo pa malo še mitle uživali, če znajo drugi. A zdaj pa hočeš 40 metrov. A zdaj? Ja. Ne, ta je pizdo, ni verjetno ni slišal. Moj naj ni nič pisal. Ne. Čuvari templa in sveti možje. Ženske vesarijo lepo oblečene. Lapca obročil. Mojega lepega prigajstva. Pa meni denar. One month. One month. I'll choose today. Utrinki življenja na Durham Square, trgu Durham. Je videl, če je skrit? Samo zadnje je prav. Prav, da imaš raztrgane leti, bo zašil. No, thank you. To je živi brez del. Sveti mož se sprehaja. Sveti mož brez del. Čakajoč na stranke. Trgovinica deluje, zelenjavo, turisti vse posod. Nabiranje zadnjih utrinkov iz Katmanduja. Živahno mesto, otroci se hecajo. No, malo bomo šli še na trg pogledati. Ogromen trg. Ta tovor pa zahteva že posebno hojo. Evo ga, skoraj teče. Dobra ideja za počivanje. No, Breda, kako preživlja zadnje trenutke? Nostalgično. Ja.
Večerne sonce je vse še lepše, ne? Ja. Čaka nas samo še večerja z našo grupo. In potem končno slovensko nebo in slovenska zemlja. Samo še 2 dni. Pa bomo doma. Evo, tako te obletavajo trgovci, ponujejo vse sorte. Evo, pa spet drugi fant prosi za dinarje. Excuse me, do you want one? Evo, svete krave. Svete krave ležijo. Zdaj je še v redu, ko imajo prostor. Druge se jim pa mora vse izogibati. Evo, tako ponuja, vsak trgovec ponuja, potem peš hodijo mimo tebe ljudje. Mi pa samo gledamo, še zadnji dan se filamo. Hiša samih glav. Prodajalec frulic in parkirišče Rikš. No, zdaj se samo od tega krožišča prebijemo domov. Velika gužva. Kar 2 policaja usmerjata promet. Vse barve sveta tlele, lej. Je krasno. Naše 2 ženske tlele uživajo. Uživate video, a? Ja, uživala, gledala. Lej, kako je nijansirano. Krasno je. Razprodaja. Evo, trgovci se derajo, ženske pa kopljejo notri. Ko pri nas razprodaja. No in brez naših ne gre, brez naših. Evo jih, še 2 rumene glave tle. Punce, stepte ste, če še kaj dobiti. Evo, še policaj. Evo. Aj, začel red delati, da mora dati v trgovino stvari. Vse pošljate te naše ženske, veličastna gužva do doma, upam, da bom zdržal. Vse se mora izogibati tej kravi. Ne reagira nič. Upari, da je kdo rukne ali pa zadene. To je sveta krava, evo. Celo življenje mora je okrog nje. Portret. Je pa premaknila. In ko gre ljudje mimo, se dotakne in jo pozdravijo in po glavi se taknejo.
Pa smo doma. Toron Pik v Tamelu. Malo iz glavne ulice, pa je precej bolj mir. Namaste. Zopet prihajamo v restauracijo Las Kus. Se malo na poslovilno večerjo. Po hudem trekingu po mestu. Rega Kuška. Ja. Ta pa prijazno čuva Las Kus restauracijo, In tudi nas, ne? kjer bomo originalno hranili. Nič ni prijel. Jaz sem jih ne leš pustil, da znava dolgo. Jutra, ko ga ne, ampak pa sem eno lažjo rešitev najdel, pa ne hotel sem pomagali ti, da člani naše odprave na vodce. Imajo eno po svoje zelo zanimivo razgledanstvo, ker ne boš niste niti prav zelo natančno pogledali. Ampak jaz sem si po celem med Kančem pa med Makalujem, tam skozi smo leteli iz aviona in zelo podoben pogled samo zunaj strani bi imeli, če bi nam vreme rado. Potem pa nažalost... Rečemo, da smo to slikali, ne? Ja, vsak si eno vzame, še kar okrog, da ne bo tako. Ja, vse sem označil, glasno tresočo roko, zdaj se našpego. Je pa zanimivo, se pravi, med Kančem in med Makalujem naj bi leteli in izgledali naj bi takole. Zdaj zaenkrat imamo samo tole imeti. In hvala, ne? Resno sem razmišljal, da bi vsak moj tepih kupil sam. Pa kaj že? Teplo izgleda. Super. No, lepo Viki nadarilo. Je prišel k tebi lepo? Ja. Aha. Potem... Pa pa tako naprej, ne? In potem besedo da besedo? Ja, mi bo dala Sonja večer. Jaz sem vedno kriv. Ima dol, pa sploh ne vem, če kaj bo. Pa smo se nekako tako poslovili. Nekaj se je pa izkazali, da je v tistem let predstavili, pa meni sinulo. Nekaj enkrat se je cajt pokazal, se nekaj, zakaj pa ne. Pa smo pa kar zavrteli, čez 3 dni smo se pa dobili in zavrteli. Ja, veš kako je bilo? Jaz pridem v Sonji, rečem, da gremo z odpravo v Čovek. In da bo šel trekking zraven. Ja, to bi bilo pa super. In potem je verjetno prizornik ideja zvorila. Potem bi pa seveda Viki videl tisto, kar si pa ti zdaj povedal. Pa smo ti pa za nov let pisali prav prijazen. Če imamo to že po novom letu. Ne, že za nov let Ja, za nov let smo si itak, vse si pišemo. Ne, sem kaj, kri. Se te ne razume. Viki, povej še enkrat, zakaj imamo ženske, no? Ja, to je samo enkrat. Ja, pa bi je ušlo. En moj kolega, tudi eno predavanje je imel nekoč čisto slučajno, za ne, Kribo se tam neko v Južni Ameriki, nekoč. In naslednje leto se na istem mestu z novimi tečajniki dobijo pa isti človek je tam, ne. Pa po način reknejo, prav, a bi ti, Andrej, hotel ponoviti tisto predavanje od lanskega leta. Tisto je bilo tako enkratno. Je rekel, a bo res enkratno? Ja, res je bilo enkratno, pa ga pa zdaj ne morem ponoviti. Nekaj pa rečemo, No, to je na račun te izjave. Vikijeve, ne? Kaj je rekel? Ženske so zato, da jih ljubimo, ne zato, da bi jih razumeli. No, lepo. Zadnja večerja. Prava nepalska večerja. Ja. V kateri različna hrana in... Milan, ti je dobro? Dober tek ti želim. Hvala lepa. Okay. Evo, jemo. Kaj je to? Specialno. Nepalska večerja. Nepalska večerja. Sojena omaka, thank you. Če bo hotel imeti tam... Dan odhoda, nakladajo prtljago.
mi pa nervozni posedamo po senci in komaj čakamo odhod. Še nekaj minut in pa še bo po nas kombi, papa, hotelček sredi Katmanduja. Evo, za srečno pot nam je direktor to dal. Ja. Zdaj pa zamenjali, ja? Zdaj bi vam gremo nazad na aeroplan Suranare. Tajska linija. Če ne bomo šli na 36, pa moramo. Smo na Bangkoškem letališču, kjer čakamo na prevoz proti Sladko Ospančko. Pravimo je ponoč Gregor Milan. Se živa, se miga, potuje na vse konce sveta. No, to je pa še z Milanovega položaja posneto. Ljuba, samo oko se ti vidi. In lučke na stropu. Lenarimo, preživljamo zadnje ure, zadnje minute pred poletom v Frankfurt. Kje so Gnezdova, kje tam gor? Se pa pretegujem. Bangkok, Bangkok. Kakšne črke imajo lepe. Tudi Tatjani sem telefoniral. Približal se je naš čas. Boarding. Gremo. Ta grdosja nas bo peljala Boeing 747, 400-500 ljudi. Ob 5 pa še nismo jedli zajtrk, ne Breda? Še skoraj. Ti pa še? Ja, lačni nismo. Sem vzel, ja.
tak, še eno je tak. Frankfurt am Main. Luba prihaja. Največji Rolls-Royce motorji na svetu. Super avtobus, gre po elektriki. V sonce. Frankfurt se počutimo že skoraj kot doma. Ogromne hale za jumbo jete. Noter so ko igračke majhne. Nachmittag und Abend dann besonders vom Saarland bis zum Bodenwald vereinzelt Regen oder Gewitter. Die Temperaturen steigen an Rhein, Nord und nahe auf 25 Grad. Avion na prednost. Und Taunus werden 18 Grad erreicht. Die weiteren Aussichten am Wochenende scheint die Sonne häufiger. Nachmittags und abends ist jedoch vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Hier noch einige Werte von 6 Uhr, Bad Honnef 9 Grad, 12 Grad in Rüsselsheim, Essettlingen. Nicht ganz fürchterlich ein Nachrichtenredakteur. Aber Hauptsache ein Teil kriegt ein kleines Tour. Das würde ich gerne machen. Ja. Ob polnoči iz Bangkoka zjutraj ob sončnem vzhodu v Frankfurtu. Prav čudovito je. Evo nas. Ogromno vozlišče letalsko. Gužva je nepopisna. Evo, vsi nekaj potujejo. Pa tle je samo 1/3 izhodov. Obrazi so iz celega sveta. Sploh ne bi bilo več mogoče živeti brez aviona. Tukaj so vsi leti. Na vseh terminalih. Vidimo, da je praktično ob istih minutah, evo, 7:45 jih je 2, 4, 6 letov in tako dalje in tako dalje. Evo, vse to je bilo komaj do 9:10, zdaj pa ura 7. Ogromno. Pa grem na moja vrata, A58. Hodimo. Treba cele kilometre do drugega dela letališča. To je Skyline. Točno na sekundah. Tu je sekunda priznačena. Bomo odpeljali po tej železnici do terminala A. Z vozom na magnetni pogon. Tako je ta zadeva. Skyline na A del letališča. Amerika. Vse to je
računalniško vodeno. Evo, vrata se zapirajo. Ja, evo. 0 sekunda in stvar odpelje. Brez prevodnika, brez vsega. Tukaj grejo potniki noter, oziroma pilotsko osebje. Airbus A300. Evo prtlaga, Cargo. Adria Cargo, v spodnji del pod potnike gre. Prometa na letališču. In tako v takih lepih čakalnicah počakamo tiste par ur. O, to so pa naše ženskice. To se prav, to je prostorček za naslednjih par ur, ne? Evo. Tam Tatjano poklical zdaj čez kakšno uro. Čekiranje za Ljubljano. Pomeni prijava. Naš rok pa naš rod grejo septembra, to še prej. Veliki valovi. Končno. Endli. Če ne bi nam se praja, če bi jaz lahko vzela, bi bez rokam poslala, ko se to želijo. Ne čemo vedeti. Pa smo pri slovenskem niču. Dobar dan. To je pa ta Merta najlepši aeroplan. Mi smo se ukrcali, zdaj pa še naša prtlaga, evo, z te strani. Šipe zrajsene, ni najlepši pogled. Neke vreče že vidimo, da so tam. Upam, da bo vse. Ljuba bo pa prej prišla v Ljubljano, tam spredaj parkira, evo jo. Naše dve bude še zadnje dolžnosti opravijo in so prej. Se jo dal pa prej, ker se je tako zelo budi. Pa gremo. Najprej po stezi. Frankfurta, se lepo obdelano. Domačo hrano. Čez ogromna nemška mesta, tako lepo je s te višine to videti, avtoceste, reke.
Nemški. Lep dan. V veljavi pa prihaja nova fronta, ne? Letimo proti nemškim Alpam. Pod nami so zasnežene. Višina je 10.000 metrov, hitrost 800 km/h. Vse oblako je, ker prihaja nova fronta. Hribe, še bolj oblačno kot pri nas oziroma v Nemčiji. Spuščamo se v oblake. Tudi megle na Brniku oziroma oblaki. Malo bolj gremo po makadamu. Slovenska avtocesta, gradnja. Smo že naredili obrat na Tolski. Gremo počasi proti Brniku. Smo že čisto nizko. Dobil je dovoljenje za pristanek. Vsak trenutek bomo. En, dva, tri, pristali smo. Zaviranje. Zgrešilo konca letališke steze. Evo, in je že letališče. Hangari, malo letališče, Brnik. Prihajamo na domačo zemljo. Tako je. Marko, bravo! Svetovni popostici! Domače letališče. Vse tako, se prtljage nismo vse dobili. No, in smo doma, vse v cvetju, bezek, zjajčki je dober. Robin nas je pričakal, ja Robin, priden. Si vesel, ko smo prišli? Ja. Lezi, še kaj ubogaš, lezi. Še si priden. Hop, sem. Pa Robinija je v enem samem cvetu. Kak je lepo doma. Marjetice na lepo pokošenem travniku, Gregor za vse poskrbel. No, doma je bilo lepo, danes se pa spet odpravljamo k Markotu na Veliki vrh obujati spomine, ne Breda? Ja. Rada kakšno lepo izjavo? Me veseli, ker se bom zopet z našimi prijatelji srečala. No, po enem tednu je tako, kot smo rekli, smo se zbrali pri Markotu na Velikem hribu. Marko je ponudil pijačo in zdaj nas vodi na ogled svoje kmetije. Aha.
tle ima zdaj sušilnico tega premoženja. Cviček in pršuti. Gospodar Marko nas vodi po posestvu. Družba je vesela. Kaj smo kiksnali, poglej. Imaš češen polhno rad, ne? Doma njih je nekaj. Razvodna cira. Ni problem. Ja, je veš, da bi bila škoda. Sta... Tukaj pa že kravco, kako si rano. A tukaj pokazal. O, kakšen lep je rato. Ta kozovc. Čudovit kozovc skrden iz 12 kamionov hrastovega lesa. Lep primer ročnega dela. Specialne vezave, vse vštevilčeno. Zato le zdaj pa zatikati na zemljo prestirat. Veš kaj, če ne bi bila naša lesko. Še na avto je pošlo. Je lepo, ne? Samo tu pa ne smeš to delati, zaradi tega, ker pol bo moral on skrit, ko bo prišel to pad ven, ne? To je boljš, da se počasa, sedne kri, ne? Super delo. Tole je za vodo. Razgled z velikega vrha čez širne planjave Slovenije. Če se ne smile zemljeni sabo. Zdaj smo pa res vsi. Kaj si ti zadovoljen smo? Ja, mladi, ki trepijo. Jaz sem šokiran, jaz to moram reči. Čakaj, kje pa imaš gnezdo? Po mojem je po ranču. Po moje. Tega sem je 4 kanalčke kupuje. Glej ga. Ne, veš kaj je to, ne? Odpravari. Tako da so dva enaka, veš. Ni bilo 180, ni bilo. Pa 175. Ne, tega mesa ne jem. Oba. Jaz sem jih oba sva pobirala. Zdaj bi on vedel. Še en del moraš imeti, da to Ja, narediš. 50 Jaz ga pa takrat nisem naročila. Mi tudi ne. Včeraj smo dobili za 40 ljudi. O, to so pa tibetanski cepiki, nepalski. Tle pa jih je. Čak, še ne, je to trgovina zdaj? Ja. Ja, bomo kaj, trgovina, Toliko cepikov je bilo. Te trgovine imajo veliko izbira. Ne, se zdrepe. Lepo pa še. Še enega bi rabila. Občudujemo tiste nakupe. Bi še rabila enega. Hvala gostom. Hvala, ker ste nam vabili, že ne, da povemo, kako Ok, to je reklama za gostilno. Bom. Še pogledaj. Vse sem jaz, da moram še en kozarček iskati. Še kdo? Ampak je res krasno. Ne, pa ne rad spalke, se ima tudi normalno pulso. Kdo pa je to tle blizu? Matija? Ma zelo makni, da boš trisla. Miti, nisi treba umivati, več. In moram reči, da ste se pri nas v šoli Zadnje dejanje. zelo potrudili. Vsak od vas bo dobil posebno priznanje. Doseženi višinski rekord. Ne se čuditi, ker so cifre pod 5000, ker tisti, ki se mi vozimo na 5200, tisti je perje, zdaj se ne velja. Je pa res, da so malo različni, ker trije od mojih klientov seveda so dosegli nekoliko višji rezultat, imajo tudi posebne diplome, modre. Modri so the best, oni tabeli so pa tudi zelo v redu, ampak so tudi Res the best. ja, Nisi tako dobro. the best. tole je malo hec, verjamem pa, da bo komu pa resno pomenil tudi, ker ni kot tako šala pride tako visoko, pa da bomo bolj
Ko sta nižjimi začeli, bi jaz našemu gostitelju Marku Kordišu prosim, če prideš in prejmeš priznanje. Na njem piše za doseženi višinski rekord, 4610, po zemljevidu smo to naredili. Emil v gnezdu, seveda tudi. Danes sem od blazne konzultacije z mojo kolegico za slovenski jezik, kako se napiše Barbari gnezda in Emilu gnezdu in skratka. Dobesedno krisen scav, seveda pa ta priznanja ima svojo težo. Seveda naši gostiteljici, Tanja, jaz sem tega res vesela. Hvala lepa. To ni hec, ne? Bredi, rec. Hvala. Moji sotrpenki, veliko na našem področju. Šolniškem. Super. Moja Meta. Meta se je skrila. Bravo, Meta, bravo. Ampak Meta gre na 7000 zdaj, ne? Ja, Meta gre najprej na 5200. To je pazi, da dol ne padeš. Bravo. Ne bi moral da 2 priznanja. Ne, enega, višinski rekord je eden, kaj? Ja, pa še enega z drugega. Kaj, katerega imaš ti? Čestitke, zelo je trdo in krvavo je. Sonja, čestitke. Veseli zate. Tanjo Kordiš, ženski se samo ime sklanja. Vede, tole nič ne pomeni, ker smo za 8 zmenila, leto ali 2. Je pa ena stopnička. Je ena stopnička. Reklamacija vam da. Barbara. Zadnja, ampak nikakor ne zadnja. Nikakor. Čestitke, bravo. Zdaj pa še zlata, srebrna, bronasta. Pa ker je tle malo morje punc, bomo dali moškim prednost. Milan Rejc. Bravo, Milan. 4910, čestitam. 4910. Točno 300 metrov smo se dvigali na tisto. Pa seveda Monika. Za vljubčka sem pa jaz izželil tvojo zmerno. Evo, hvala. Bravo. To je diploma. Diploma. In smo mu pripravili eno skromno diplomo, ker ne moramo za višinske rekorde mu pripraviti. Lahko mu pa pripravimo za zahvalo za potovanje v Nepal in Tibet. In to smo mu tudi pripravili. Bravo. Bravo. Še se lahko še vas. Boš prebral sam? No, prebere na glas, to slišne. No, daj. A lahko en kozar še rukne. Ja. No? Našemu pa ti spustimo. Ne, kar prebere, no, daj. Vrhunskemu mojstru, Vodišek nekaj v tebi tle piše. Delo vodja. Vikiju, hvala za potovanje Nepal Tibet 2000, pomagal si nam spoznati nove dežele. Se strinjam. Uvedel si nas v del skrivnosti pohodništva. Bolj na glas, ne slišim.